En lep pozdrav in dobrodošli na tem webinarju, ker bomo seveda govorili o enih res konkretnih in merljivih stvarih, s katerimi lahko ustvarite nek dodaten vir prihodkov, s katerimi lahko vaše znanje spremenite v vrednost, vaše znanje spremenite v evre. Jaz bom seveda hvaležen, vesel, da mi boste se oglasili, da mi boste malo napisali, da ste z mano, da me spremljate in upam, da bomo preživeli ta večer v temu, da se nekaj novega naučimo, da spoznamo, kako Tony Robbins, kako Dean Graziosi, v bistvu moje mentorja, ne zapakirate to znanje in kaj seveda s tem znanjem lahko tudi vi naredite. Tako da jaz bom nekaj časa imel vklopljeno kamero, tako da me boste videli, nekaj časa bom preklopil na slajde, tako da boste videli mogoče več slajde in hkrati si želim, da bomo v tej interakciji lahko sodelovali. S tem, ko smo tukaj zbrani skupaj, vas seveda vabim, da sodelujete tudi s kakšnim vprašanjem, tako da jaz mogoče vprašanj ne bom skozi videl, ma bom naredil vse, da bom preklopil in da boste spet potem lahko kaj vprašali in bili skupaj z mano. Tako da zanima me seveda, iz katerih koncev se mi javljate, toliko da bom tudi jaz malo imel občutka, a je to zdaj samo ena sekcija, to je primorska, ali je tudi ostal del. Da vidim, ta moja miška malo skače. Evo, kako lepo, dobrodošli, dober večer, evo, vidim. Tako da ja, zdaj, jaz imam ta webinar namenjen temu, da vam predstavim tudi neko priložnost, to meni Tony Robbins in Dean Graziosi ponujate nekaj, kar je res dragoceno za mogoče vaš posel, zato ker bi radi vi sami počeli v vašem življenju. Tako da bom kar počasi štartal, mislim, da lep pozdrav Primorska, evo, Vrhovci, Maribor, Kranj, Prekmurje, Maribor, Celje, in da je spet Koroška, ki poznam. Tako da ja, kjerkoli ste, dobrodošli, sem vesel, da ste z mano in da boste seveda preživeli, tudi Horico imamo, Prlekija, yes, Srbija, lepo. In Kranj in Cerkno in Prekmurje, moja dežela in tako dalje. Super. Torej, jaz se vam seveda zahvaljujem za vaš čas, jaz se bom potrudil, da boste nekaj konkretnega odnesli in seveda, da bo to mogoče koristno za to, da dobite kakšno poslovno idejo, kakšno poslovno priložnost. Jaz bom zdaj takoj se poslovil, za nekaj trenutkov vidim, da boste čisto malo na ekranu in bom preklopil na to, da bom vam dal moje slajde oziroma moj PowerPoint. Tako da preklapljam, samo da veste in upam, da zdaj vidite slajde, samo napišite mi to, da vidim, če se vidi vse v redu. Lepo zdrav Nataša, lepo zdrav Alenka, Katja, čau Novo mesto, Simon, čau Koper, evo, super, Vipava in Litija, wow. Se vidijo slajdi, vidite mene tam v tistem majhnem ekrančku in verjetno vidite tudi slajde, ne? Ja, ok, super. Dajmo iti skozi to, da bomo dejansko razumeli, kako lahko to tudi vi uporabljate. Lepo, da se vidi, in domžale. To je 3 načine, kako lahko vplivate na ljudi in dosežete nek raven uspeha in še posebej v situaciji, ki je zdaj nastala. Situacija, ki je nastala, seveda ni najbolj rožnata v tem smislu, da za tiste, ki bi radi dali znanje v živo, ki bi radi dali znanje v bistvu 1 na 1, lahko pride do nekih motenj, to opažamo tudi mi, še posebej, ko gre za neke večje dogodke, ki jih imamo na področju IT-ja in bo to lahko spet neka dodatna priložnost za tiste, ki bi radi to počeli nadaljavo, za tiste, ki bi radi počeli to nekje oddaleč. Tako da ja, dajmo kar zdaj iti naprej na to, tako da jaz nekaj časa ne bom mogel videti, če boste mi kaj napisali, ma se bom pa potrudil, da bom se potem vrnil in spet videl. Ok, jaz bom imel zdaj te slajde, vsaj en del teh slajdov v angleškem jeziku. Razlog, zakaj jih imam v angleškem jeziku, je, ker so od Tony Robbinsa, ker so od Dean Graziosija in upam, da bom tudi, če ne v angleškem jeziku skozi, bom seveda v slovenščini govoril in upam, da bo za vas uporabni in koristni. Zdaj, tukaj najprej bi rad, da pridemo do tega, kaj je potrebno, da danes uspemo. Kaj je danes potrebno, da premaknemo sebe, ali pa premaknemo nekoga drugega do uspeha. To je prvo področje, ki je danes ključno, da uspemo, je mindset. To pomeni, če ima nekdo neke omejujoče prepričanja, če ima nekdo neke omejitve v glavi, če ima nekdo nek konflikt vrednot, mu
boste lahko zaupali neko najboljšo strategijo in ta oseba se ne bo premakala naprej. Zakaj? Ker ima neko notranjo blokado, neko omejitev, nek nahrbtnik in ta nahrbtnik onemogoča, da ta oseba naredi nek preboj. Tako da prva stvar, na kateri delajte, na kateri v resnici rabite delati tudi vi sami, je, da delate na mindsetu, na temu, da boste postali boljši v notranjem svetu. Ja, tako kot pravi Lao Tzu, prvo zmagajte bitko, vojno navznoter in potem jo boste zmagali tudi navzven. Ja, tako je, to je prva stvar, smo rekli, je mindset. Ja. Druga stvar, da uspemo, je fajn, da imamo neka orodja, da imamo neka taktična orodja, da imamo neke strategije in da seveda modeliramo ljudi, ki so že to naredili. Če bi radi uspeli v temu, da bi šli na Mount Everest, če bi radi uspeli v temu, da bi radi naredili nek preboj na področju, ki vas zanima, ki vas motivira, ki vas privlači. Vse, kar rabite narediti, je, da seveda greste in pogledate, kdo je že to naredil. Ja? Mislim, ne rabite odkrivati uspeh, ne rabite odkrivati nečesa, kar je že bilo odkrito. Ja? Tukaj se mi zdi ključno to, da razumete ta proces modeliranja in učenja in zbiranja strategij, da lahko tudi vi dosežete ali pa naredite preboj na področju, ki bi radi naredili preboj. Zdaj, meni je važno in tukaj bom govoril o tem lahko še kasneje, to, da vse to, kar se naučite, tudi to, kar zdaj jaz govorim, izvedete, implementirate v praksi. To pomeni, teoretično znanje, ki ga ne implementirate v praksi, nima vrednosti. Če hočete, da znanje dobi vrednost, če hočete, da dobite denar, če hočete, da uspete, če hočete, da se premaknete, rabite implementirati, rabite iti v akcijo. Zdaj, če bi radi uspeli na katerem koli področju življenja, je to zame eden najboljših receptov, ki jih lahko imate. To pomeni, najboljši recept za uspeh na katerem koli področju življenja je torej kaj? Prvič, to, da v resnici nekaj naredite, to, da v resnici dobite nekaj konkretnih strategij in orodij in na koncu seveda imate mindset, vero, prepričanje, neko motivacijo in tako dalje. Tukaj bi rad, da pomislite, katero področje je v tem trenutku v vašem življenju, katero področje je v tem trenutku tisto, na katerem rabite več delati. Ali potrebujete več delati na mindsetu. Tisti, ki rabite več delati na mindsetu, to pomeni spreminjati svoj notranji svet. Jaz vedno priporočam moje delavnice hipnoze in moje delavnice NLP praktik, moj strokovni in tako naprej, kajti tam delamo na mindsetu. To pomeni, delamo na vašem notranjem svetu in dobivate praktična orodja za to. Ja? Torej, če bi radi delali na nekih taktičnih, na strategijah in tako dalje, tukaj razmislite o tem, kako lahko to seveda pridobite od ljudi, ki so naredili to, kar bi vi radi naredili. Modelirajte jih, opazujte jih, berite o njih, spremljajte jih na socialnih omrežjih. Dejansko čim več časa preživite v njihovi bližini, kolikor pa lahko pač prijete blizu. In na koncu, če je izziv akcija, je treba se brcati uriti. Treba narediti en korak. Brez tega se ne bo nič premakalo. Ok, dajmo si pogledati zdaj, o čemu sploh govorimo, o čemu sploh danes govorimo, ko smo tukaj zbrani. In sicer govorimo o tem, da danes obstaja industrija, ki jo rečemo industrija znanja, in ta industrija znanja je ena najbolj hitro rastočih panog, ena najbolj hitro rastočih dejavnosti, ki raste neverjetno hitro, predvsem zato, ker je priložnosti na tem področju ogromno in ljudje v tem tradicionalnem šolskem sistemu nažalost ne dobijo to, kar potrebujejo. Če pomislite danes, če bi se radi naučili digitalnega marketinga, če bi se naučili prodaje, vi nimate časa iti 3 leta na univerzo, nimate časa iti 5 let študirati, nimate časa iti se po vseh raznih fazah izobraževati, temveč hočete dobiti to v čim krajšem času in dobiti v takem formatu, da lahko to implementirate. Teda, kaj so tukaj recimo možne opcije? In tudi vi razmislite o tem, če vas zanima, če vi imate določeno znanje, če bi to znanje radi posredovali naprej, razmislite o tem, kaj je tisto, kar vas najbolj zanima. So to knjige, to so audio knjige, video knjige, ki so neki video tečaji oziroma tiste klasične tiskane knjige, ali so to seminarji, delavnice, ker lahko ljudem pomagate,
Ali so to neke vrste oblike coachinga, ena na ena, svetovanja, ko pridete tja in pogledate, kaj jim manjka in potem jim svetujete, kaj ne naredijo, ali pa so to neke mastermind skupine, ko vsi skupaj generirate neko znanje ali pa neko vedenje. In seveda, možna je kombinacija vsega tega. Ta industrija, vam povem, je nekaj, kar bo še raslo in raslo, predvsem zaradi tega, ker ljudje potrebujejo konkretne, praktične strategije, da spremenijo svoj mindset, to je svoj notranji svet, konkretne praktične strategije, da se nekaj konkretnega naučijo na področju, kjer bi se radi naučili oziroma izboljšali, in na koncu potrebujejo pomoč, kako lahko implementirajo nekaj in kako lahko nekaj prenesejo v prakso. Tako da tukaj je res eno tako zanimivo področje in zanimiva priložnost, za katero vas vabim, da v njej razmislite kot o priložnosti, s katero lahko dobivate prihodke za izmenjavo za delo, za coaching, in to lahko počnete poleg službe, poleg te redne zaposlitve, vi lahko počnete še nekaj zraven, ne vem, torek popoldne, četrtek popoldne, v soboto dopoldne, in sami si preverite, kdaj bi to počeli, ali pa to naredite tako, da posnamete in potem daste seveda ljudem na voljo, da to uporabljajo. Ja? In tukaj je ena pomembna resnica, ki vam nihče ne bo tega povedal. In dostikrat se zgodi, da ljudje govorijo nekaj. Govorijo, da danes nimajo znanja in izkušenj, s katerimi bi pomagali drugim. In jaz vam bi rad pokazal, da je daleč od tega, da to ne drži, da vi imate v sebi znanje. In ljudje vam ne bojo povedali, zakaj se motite. Vendar jaz mislim, da ko hodimo po tem planetu, vsaka stopinja, ki naredimo, vsak korak, ki ga naredite, pomeni, da ste dobili neko znanje. Vi imate v sebi določeno znanje. Izziv je ta, da tega znanja dostikrat ne uporabljate, da tega znanja seveda ne date v nek paket, v nek kalup, da je seveda prodajljivo, da je sistematizirano, da ga lahko nekdo vzame s police. In danes imamo izziv to, da je cel kup ljudi, ki ležijo na pokopališčih, ki so nesli sabo na milijone in milijone in milijone evrov znanja, ki bi ga lahko nekdo uporabljal, na milijone in milijone znanja, ki bi lahko nekomu pomagal spremeniti mindset, in milijone evrov znanja, ki bi nekomu pomagal, da gre v akcijo. To pomeni, da znanje, ki ga imate danes, vi nekomu lahko koristi. Če ga pravilno zapakirate, če ga pravilno prilagodite, pravilno usmerite in s tem naredite neko korist. Recimo, če vam dam najbolj enostaven, bazičen način, kako lahko recimo nekdo posreduje znanje, če ga ni zraven. Vi se morate zavedati, da eno tveganje, ki ga imamo danes v svetu, v katerem živimo, je to, da karkoli počnemo, ponavadi izmenjujemo čas za denar. Če izmenjujemo čas za denar, pomeni, da kadarkoli delamo, dobimo nekaj denarja. Če nič ne delamo, v resnici nič ne dobimo. In vi si morate postaviti sisteme, s katerimi boste dobivali, izmenjevali ne samo čas za denar, temveč tudi ta sistem za denar, in ta sistem lahko dela takrat, ko vi spite. En moj mentor je nekdo, ki piše knjige, je rekel: Aleksandar, vsaka knjiga, ki jo jaz izdam, je moj zaposleni. In ko jaz izdam knjigo, imam enega zaposlenega več, ki dela zame, tudi ko jaz spim. In teh sistemov je seveda lahko res enormno, in moja povabilo za vas je to, da boste tudi vi zgradili te sisteme. Dajmo si malo pogledati, kako lahko to implementirate v prakso. Da upam, da vam je zadeva koristna, da me slišite, da je prenos v redu in seveda, da vidite tudi slajde, ki jih projiciram. Prva stvar, ki bi rad začel, je ta, da vi seveda lahko znanje pridobite na podlagi učenja, branja, na podlagi udeležbe na delavnicah in na podlagi različnih možnosti in znanje skozi svoj model sveta zapakirate tako, da lahko posredujete naprej. Ja? Druga možnost je, da znanje dobite skozi izkušnje. Lahko ste šli skozi kakšno težko preizkušnjo, da ste šli skozi kakšno stvar, recimo težke preizkušnje so lahko razne bolezni, ločitve, mogoče celo izgube, smrti in tako naprej. Težke preizkušnje so lahko, ko nekdo izgubi zaposlitev. Cel kup nekih preizkušenj v življenju prihaja vam nasproti, ki vam dajo seveda nekaj posebnega. Dajo vam, jaz dostikrat rečem ljudem, ki so coachi, mentori, pomaga to,
da so tudi daj sami trpeli, da so tudi sami daj, kot se kdo sliši, rabili pomoč. Zakaj? Ker potem imajo bistveno več sočutja in znajo razumeti drugo osebo, ki tudi mogoče rabi pomoč, se znajo z njo bolj povedati, so bolj empatični in tako dalje. Tako da znanje, ki ga pridobimo, smo rekli, z učenjem, z branjem, druga možnost je znanje, ki ga dobimo z izkušnjami. To pomeni, da sami preživimo, doživimo nekaj in to je koristno. Mislim, včasih sam to, da boste, recimo, da ste imeli neko bolezen, recimo raka, in da ste ga preboleli in potem pride nekdo, ki zboli za tem in boste vi rekli, lej, jaz sem tudi to imela in sem preživela in sem živa in nisem zaupala statistiki, koliko bo to vredno za nekoga. Mislim, a se da sploh to zmeriti v metriki, ki jo mi imamo zameriti, ki se ji reče denar. Mislim, to je neprecenljivo. In doskrat imajo ljudje potem moralne zadržke, jaz ne morem računati za to in tako dalje. Vendar vi se morate zavedati, da ljudje po drugi strani pa bi bili hvaležni, veseli, bi vam z veseljem plačali, da bi jih osvobodili omejujočega prepričanja, ki ga imajo lahko ljudje, ko zbolijo. To pomeni, te izkušnje, ki jih imamo, ki jih doživljamo, bolečine, skozi katere gremo, udarci, padci, ki se nam zgodijo, se zgodijo z namenom, da mi zrastemo, da se nekaj izboljša, da se nekaj naučimo in tako dalje. Ja? In tretje področje, kar se mi zdi pomembno, da se ga zavedate, je ta reporter. In reporter pomeni, da nekdo, ki poroča o znanju nekoga drugega. To pomeni, da znanje lahko imate svoje, ki ste ga pridobili, znanje se dobite skozi izkušnje in lahko dobite znanje ali pa prodate znanje nekoga drugega, da greste do 10 uspešnih športnikov, jih intervjujete, zapakirate te intervjuje, lahko celo jih date v neke skupne vsebine, to pomeni, kaj je skupno vsem 10, recimo športnikom in tako naprej. Vi lahko posredujete znanje nekoga drugega, lahko posredujete znanje, ki ste se ga naučili, ali pa lahko posredujete svoje lastne izkušnje in seveda kombinacija vsega trojnega je odlična kombinacija. To pomeni, vi lahko preberete eno knjigo, rečete, to se mi zdi dobra ideja, dodate nekaj svojega in to znanje zapakirate in daste naprej. Potem lahko dobiste neko znanje, smo rekli, s pomočjo izkušnje, ki ste daj čez, nočem, da načrtno greste skozi kakšne težke preizkušnje, in na koncu lahko greste intervjujete druge ljudi, ki so to naredili. To pomeni, recimo, če nekdo zboli, greste do 10 ljudi, ki ste ozdraveli, jih vprašate, kaj so to naredili in to znanje date in posredujete naprej v nekem formatu, v neki obliki, ki je za njih primerna. Ja? To znanje je lahko virtualno ali pa osebno in zdaj bomo še vam povedal, kako lahko to naredite. To znanje lahko razdelite na različne načine. Prva stvar je, virtualno pomeni seveda preko spleta, preko raznih tehnologij, osebno pomeni v živo. Prednost v temu, da naredite osebno je to, da tam se ponavadi neka energija prenaša, virtualno seveda prednost je ta, da se lahko to multiplicira, da je to lahko neštetokrat uporabljeno in tako dalje. In včasih je fajn kombinacija. Jaz recimo zdaj, ko delam z vami, seveda se ta stvar snema v orodju, ki jo imamo mi za webinarje, se posnete, hkrati se snema tudi na kamero v ozadju in tudi, če sem jaz tukaj zdaj v kameri, lahko iz tega ven poberemo en majhen segment in uporabimo tudi naprej v praksi. Tako da, rekel sem že, da imamo 3 različne oblike, to je skupnost, pomeni ta community, ki jo imamo. In ta skupnost je zelo pomembna. Recimo. Vi, če pomislite, mi imamo recimo skupnost 15,000 sledilcev preko Facebooka, imamo recimo skupino 1700 članov odprte Facebook skupine, potem imamo cel kup skupnosti ljudi, ki so povezani med sabo na različnih delavnicah. To pomeni cel kup skupnosti. In danes vi lahko v neki skupnosti, neki skupini sledilcev, ki jo zgradite z raznimi dobrimi vsebinami, in to je lahko ena taka vsebina, ki jo jaz dajem na voljo, posredujete to znanje. Preko te skupnosti vi znanje naprej posredujete. Tukaj se morate zavedati nekaj, da danes ima znanje neko vrednost. Če vi pravilno zapakirate, če ga pravilno strukturirate, če je nek vaš pridih, včasih reče ljudje, kaj če jaz govoriti o hujšanju, kaj še vse napisano. Nihče ni napisal o hujšanju skozi vaše oči. Ali pa o zdravju, ali pa nihče je napisal o, recimo, določeni športni aktivnosti, ali pa nihče je napisal o coachingu skozi vaše oči, nihče je napisal o odnosih skozi vaše oči, ker tudi, če bo nekdo skoraj isto povedal, kot ste vi povedali, boste vi povedali malo drugače. Ja? Boste lahko dali nek svoj primer, pa neko svojo
način in tako dalje. Naslednja stvar so delavnice. Delavnice seveda so lahko uživali pa online. Tukaj vam hočem povedati, da delavnice imajo neverjetno vrednost tudi za vas, kajti vsakeč, ko boste eno delavnico izvedli, se boste nekaj naučili. Vsakeč, ko boste neko delavnico izvedli, boste sami zrasli in tako dalje. Na koncu so mastermind skupine. Mastermind skupine so skupine, ki danes, vsaj v Sloveniji, premalo funkcionirajo, premalo živijo, ker se ljudje med sabo povezujejo, sodelujejo, si pomagajo, vsi skupaj proti istemu cilju. In če ste vi organizator tega, v resnici ne rabite biti kot, da znate prave ljudi dobiti skupaj in boste vedeli, kako lahko ti ljudje uživajo v tem izmenjavi znanja in kako uživajo v tem, kar se tam dogaja. Ja, dajmo si povedati 3 načine, kako lahko vplivate na ljudi in dosežete nek uspeh. Zdaj, jaz bom zbral te 3 načine, vas opozarjam, da so tako široki, da lahko marsikaj daste noter. Zdaj smo si povedali načine, kako lahko znanje pakiramo in posredujemo, zdaj pa rad pogledal neke niše ali pa področja, ki so koristna. In prvo področje je, to pomeni, da ljudem pomagate, da pridejo do denarja. To pomeni, prvo področje je to, da ljudem pomagate, kako nekaj več zaslužijo. In recimo, področje, o katerem zdaj jaz govorim, in tudi danes bom predstavil, kaj Tony Robbins in Dean Graziosi ponujata, je v resnici področje, kjer lahko vi zaslužite več denarja. Ta del industrije znanja je danes res v porastu. Zakaj? Ker ti ljudi zanima, kako bi lahko bolje, lažje poskrbeli za svojo družino. Ljudi zanima, kako lahko bolj kvalitetno živijo. Ljudje zanima, kako lahko v svoji obstoječi službi še nekaj dodatno zaslužijo. Tukaj, če ljudem pomagate do denarja, boste tudi vi za to ustrezno nagrajeni. Kaj rabite narediti? Spet najti eno področje, eno nišo, kjer ste vi dobri in tam ljudem pomagate. Pa ste neki. Ne rabite biti multimilionarji. Važno je, da ste en korak pred vašimi klienti. Važno je, da ste en korak pred vašimi strankami. In če ste, vam bodo lahko ljudje že sledili. Ker boste njihov zgled, boste nekdo, ki vas bojo spremljali. Naslednje področje je, da ljudem pomagate prihraniti čas. To pomeni, če pomislite, da danes 2 stvari sta taki, ki ljudem dosti veliko pomenijo. In tudi, če boste kdaj vprašali ljudi, kaj je pomen v življenju, vam bodo začeli naštevati vse možno. Družina, zdravje in tako dalje. In potem boste rekli, ok, povej mi danes, koliko časa si porabila za družino, pa porabil za družino. Povej mi, koliko časa si porabil za zdravje danes. Potem večina bo rekli ljudje tukaj, ki boste vprašali, te cifre bojo rekli zelo malo. Ja? Zakaj? Ker mi glasujemo z denarnico in glasujemo z našim časom. In če boste našli način, kako prihranite ljudem čas, in pa ste neki, en način, kako boste ljudem pomagali prihraniti čas, je, da jim boste pomagali implementirati stvari hitreje v njihovo življenje v prakso. To je, da namesto, da bodo hodili x časa, da bodo hodili pol manj časa, je to danes zelo, zelo vredno. Recimo, da pomagate z vašimi izkušnjami, znanjem in tako naprej, da pomagate moškim najditi recimo partnerko, oziroma da pomagate moškim, kako se obnašati na zmenku in kako na zmenku doseči, da se bodo lahko zbližali za osebo, ki jim je všeč in njihova sorodna duša. Če recimo ta oseba počne to že 3 leta in 3 leta ne uspe dobiti punce in pridete vi in potem rečete, moja strategija so te, jaz vam pomagam to narediti in boste dobili to v roku 3 tednov, meseca, pol leta, koliko pač že znate ljudem pomagati, bojo prihranili čas in bo to seveda imel za njih neko določeno vrednost. Ja? In na koncu se mi zdi, da dam eno veliko skupino, eno skupino, ki je ljudem, boste poenostavili tako življenje, da jim boste pomagali, kako bo njihovo življenje bolj enostavno in jim boste prinesli več radosti, veselja v življenje in tako dalje. In tukaj so lahko stvari, kot so zdravje noter skrite, stvari, kot so odnosi, stvari, kot so, vsa možna področja, ki jih lahko nekdo misli. Večja kot je bolečina, hitreje in za večjo vrednost boste znanje, ki ga vi lahko ponudite na različne načine, izmenjali za denar. Če nekoga res močno boli, je pripravljen, seveda, če boste bili konsistentni in dobri v doseganju rezultatov in tako dalje, vam za to plačati nekaj denarja. Ja?
Dajmo si pogledati, kaj sta Tony Robbins in Dean Graziosi za nas pripravlja. Ko bi rada te 3 načine, o katerih zdaj govorimo, znamo zapakirati v prakso. In Tony Robbins, mislim, samo toliko, napišite mi toliko, da bomo malo imeli občutka, da me vidite, da me slišite, da je do tukaj vse v redu, da ste neko idejo dobili, mogoče za vas, za vaš posel, ali pa da imate neko željo, da boste vi se s tem ukvarjali, da recimo vas zanima, kako bi lahko vi to implementirali v vaše življenje. Samo napišite mi, slišim, vidim, ok, mogoče kakšno vprašanje, kakšno misel, karkoli, samo toliko, da bom v bistvu imel občutek, ali pa da bom vedel, da ja, ok, ste tukaj z mano, ste še tukaj, niste mi seveda zginjeni in me spremljate. Ja, ok, super, hvala lepa, hvala Zara, en lepo zdrav, ja. Ja, tako da, vse ok, super, sem veseli. Moram pokukati, da vidim, da ste z mano in da je dobivam motivacijo, da je kako lahko ustvarjati. Bravo, Mila, mi je všeč. Bravo, Kloji, lepo, se veselim, Mira. Super, Štefka, hvala, Sandra, yes, Sara, čau. Tako lepo. Tisti, ki še niste šli, Sara, napiši mi link, zdaj, ki si že tukaj, napiši zdaj link vsem skupaj za tvoje čudovito potovanje na Šri Lanko. Tako da tisti, ki še niste šli, ki še razmišljate, kaj bi počeli v aprilu, ima Sara eno fantastično stvar. Čau, Katjuša, čau, Viki. Kako to, kar zapakiraš, tržiš? Ok, odlično, to bom zdaj malo o tem govoril. Ja, kako tržiti to, kar zapakiramo? Ja, tudi zapakiranje je neka umetnost, ne? V redu, dajmo iti zdaj dalje. To pomeni, ja, knjigo napiši, obvezno napiši knjigo. Ja, gremo tako, da zdaj šel skozi ta sistem. Bom predstavil malo, kaj sta Tony Robbins naredila in Dean Graziosi in kako sta to zapakirala in moče iz tega tudi dobite vi kakšno idejo. Lepo zdrav, Nataša, tudi tebi. Tako da dajmo iti skozi, tako da boste imeli zdaj malo občutka. Kaj sta naredila? Tony Robbins in Dean Graziosi sta naredila en paket, eno izobraževanje, ki se imenuje Knowledge Broker Blueprint. In zdaj, to je v bistvu neka vrste posrednik znanja. To meni, se naredila nek model ali pa nek sistem, kako lahko nekdo zapakira znanje in kako lahko to znanje posreduje naprej svetu. Lepo zdrav, Andreja, tudi tebi, kuku. Ja, tako da, dajmo si pogledati, kaj sta naredila. Tukaj na nečih vidite na sliki, tisti levi je Tony Robbins in tisti, ki je malo bolj desen, je Dean Graziosi. Pa tisti večji na sredini je Tony, kaj vidite, kaj še je, in on je Dean Graziosi. Tisti, ki poznate Robbinsa, lepo zdrav, Bernarda, ja, lepo zdrav, še na štajerski konc, kako lepo. In tisti, ki poznate Tonija, veste, da sem jaz pri njemu že ogromno. Lepo zdrav, Andrej, živijo. Čau, Rebeka. In tisti, ki poznate Tony Robbinsa, veste, da sem jaz že 15 let pri njemu prostovoljec, da že 15 let delam, mislim, več kot 15 boh mal, ja, in da sem senior leader in da sem v resnici v tej njegovi ekipi kar nekajkrat na leto, ker sem hvaležen, počaščen, da se lahko vedno znova od njega naučim. Tako da sem vesel, da pač nekaj njega tudi posredujem naprej v Slovenijo. No. Ok, kaj sta naredila? Naredila sta 6 modulov. Program, ki je dolg 6 modulov. Na prvem modulu se udeleženci tega programa naučijo, kako dejansko spremeniti mindset, kako obvladati samozavest, odločnost, kako narediti nek mindset oziroma neko notranje čustveno stanje, s katero oseba doseže rezultat, s katera se oseba premakne naprej, kjer je besede uporabljati, zato da v resnici se nekdo premakne in doseže cilj. Kako v resnici greste skozi ta omejujoča prepričanja. Tukaj imate v tem modulu ena Tony Robbinsa osebno, ki vas uči, seveda v angleščini, kako vi naredite preboj v mindsetu, kako naredite preboj in uspete, kako se premaknete, kaj je tistih ključnih 5 korakov do uspeha. Recimo tudi, ko boste vi razmišljali, povejte, kako sta ona dva naredila ta program. To je najbolj uspešen program, najbolj prodan program vseh časov. Ta program v resnici je v lanskem letu kupilo 20,000 uporabnikov, nekaj čas, se boste tudi videli številke, vam bom pokazal ja? Po vsem svetu. Naslednji modul, ki sta naredila Tony Robbins in Dean Graziosi, je modul 2, kjer v resnici ugotavljamo prvič, kaj so naše moči, če se spomnite prej, kaj so naše moči, kjer smo mi res dobri,
kaj so naše prednosti, kaj so naše izkušnje, kaj so naše znanja, koga poznamo. Mislim, vse to, kar smo prej govorili, se spomnite, tukaj damo skupaj, ugotovimo, kdo je naš idealen klient, znamo v resnici povedati to zgodbo in narediti neko formulo, s katero naredimo neke vrste mastermind skupino, zato da to mastermind skupino zapakiramo in posredujemo naprej. Ta drugi del je, da se v resnici ugotavlja, identificira področje. In to je za nekatere zelo pomembno. Tistim, ki ni jasno, kaj bi radi počeli, tistim, ki ni jasno, kam iti naprej, tistim ni jasno, katero znanje dobiti, kako to znanje pravilno zapakirati, na kakšen način dati naprej, posredovati in tako dalje, je ta modul ključen. Ja? In tukaj boste imeli Dean Graziosija, ki je genij za to, kako to početi. Silvi, lepo zdrav, veš, te pa nismo že dosti časa videli, kako lepo, da si z nami, lepo zdrav na štajerski konc. Tako da dajmo si pravi naslednji modul. Naslednji modul je modul številka 3. Na tem modulu se bomo govorili o marketingu. Tisti, ki vas zanima marketing, je, kako lahko marketing uporabite v življenju. To pomeni, tisti, ki vas zanima marketing, ali pa bi radi se nekaj naučili, je ta modul namenjen temu. To pomeni, hook pomeni, kako nekoga uloviti, kako povedati zgodbo in kako zaključiti na koncu. Ja? To pomeni, tukaj boste dobili res nekaj neverjetnih vsebin, s katerimi se boste naučili, kako prodajati, brez da bi prodajali, kako zapakirati sporočilo in konkretne že narejene strani za prodajati, konkretne maile, ki se prodajajo, vse v angleškem jeziku in to pa sam prevedete in prilagodite vaši niši, vašemu področju in seveda in tako dalje. Naslednja stvar, ki dobite, kar je tudi fascinantno, je to, da boste dobili, kako dobiti prave stranke. In tukaj bo kar nekaj zanimivih predavateljev, ki so večinoma tudi moji mentori, ki jih boste spoznali v živo, in seveda, kako obvladati in rasturati na YouTubeu, kako obvladati in dominirati na Instagramu, kako zgraditi bazo affiliate strank. Vi ne vem, če veste, vendar jaz sem tudi, recimo, del affiliate programa Tony Robbins, jaz sem številka 3000, ne vem koliko. Ja, sam za ta program je preko 3000 ljudi na tem planetu, ki se ukvarja s tem, da ga pomaga promovirati, da ga pomaga predstaviti populaciji, da ga pomaga predstaviti, kako jaz vam predstavljam strankam, kako uporabljati email marketing učinkovito in močno. In seveda, tukaj boste spoznali v tem 4. modulu, dam primere ljudi, Stu McLaren, tukaj so zraven ene številke, ne vem, če vidite, koliko ti ljudje dobijo za enodnevno predavanje oziroma računajo na dan. To je Stu McLaren, njihov dan je vreden $35,000. Pete Vargas, njihov dan je vreden $40,000. John Lee Dumas, 10,000. Rachel Mir sicer ne piše, ma je res strokovnjak. Bazo strank in Rachel Mir vam bo povedala, kako dobiti vaših prvih 100 strank, ki bojo ne samo navadne stranke, če raving fans pomeni, da bojo res navdušene nad vami, vam bojo sledile, vam bojo pomagale in delale skupaj z vami. Ja? In tukaj, kar se mi zdi pomembno je to, da če sem da vidim, že ok, super, sem se ustrašil, da je zginilo. Ja, hvala, ker ste mi rekli, da se je ustavilo, verjetno je kakšna povezava, pa kakšna linija in je malo prekinjeno za nekaj trenutkov. Tako da super, da smo že nazaj. Super, hvala lepa, da ste z mano. Ja? Dajmo sam si pogledati, ker to se mi zdi ključno, je, kako v resnici vi napolnite vaše dogodke. Vaše dogodke vi napolnite lahko na več načinov. En način, kako lahko dogodek napolnite, je seveda s pomočjo elektronske pošte, da imate e-mail listo. Kako polnite e-mail listo na več načinov. To meni, recimo, mi polnimo e-mail listo tako, da smo recimo ta webinar organizirali in nekateri ste se prijavili in zdaj naprej boste pač del naše e-mail liste, dokler se ne odločite, da vam je to preveč naporno brati moje maile. Ja, potem je seveda YouTube kanal. Danes YouTube kanal je eno orodje, kjer vi se ne morate niti zavedati, da je YouTube drugi največji iskalnik na svetu. Ljudje grejo najprej na Google in druga stvar, ki iščejo, je na YouTubeu. In večkrat na YouTubeu iščejo how to. In YouTube je res podcenjen komunikacijski kanal, ki bi ga vsem vam priporočil, da ga več uporabljate. Facebook je seveda
orodje, ker so mogoče zdaj, se pravičujem, če bo to slišalo tako malo žaljivo, ne bom, mi ne stavamo mišljeno tukaj, ker tudi sam spadam noter v to generacijo, tukaj so starejši, ja, smo starejši, bolj, ja, to pomeni na Facebooku, ker sem mojih hčerke zadnjič, ker moja hči nam pomaga malo za Instagram kanalom, zdaj na profilom, sem rekel, tukaj imaš moj Instagram, jaz nemam pojma, in ona reka, zdaj mi bo pomagala te moje dobrojutrnice objavljati, se ne vem, če ste opazili, kakšen stilu jih objavlja, ker ima tako poseben umetniški pridih. In ker sem kazal v Facebook, rekel, da nima pojma, ko so to rabili, to so zdi ful čudno orodje. Ja, tako da Instagram, se morate zavedati, da vedno več ljudi uporablja Instagram, da je to orodje, ki se danes uporablja. Chat, to me vi lahko danes ljudi dobivate in polnite preko različnih chatov, načinov, kako v resnici, niti ne vem, ko se reče slovensko chat, to meni, da to je sploh zanimivo. In na koncu imate tisto slikco, kjer na koncu imate to slikco, kjer imate ljudi, ne, zbrane skupaj in na tej slikci je, tako da, zdaj spet pravite, da nekaj ne dela, tako da upam, da dela, zdaj pri meni kaže v redu, no, in jaz vidim vse, ok, tako da moče, da nisem pri meni lahko. Ok, nazaj te, ok, super, da si nazaj. Klepetalnik, hvala Andreja, klepetalnik, ja, lepo ime, ja. Affiliati, tam, ker so te slikce, ki so ljudje, to so affiliati. Danes lahko event napolnite ali pa to znanje prodate za to, da vam drugi pomagajo. In doskrat je fajn, da imate prijateljske veze, ker ljudje vam bojo pomagati, če boste z njimi v nekih dobrih odnosih. Tako da bodo ljudje radi pomagali. Ja? Okay. Naslednji modul tukaj, kaj bo, je, kako dobiti neko samozavest na dogodkih. Dogodki so lahko v živo, dogodki so lahko preko spleta, dogodki so lahko v resnici v naprej posneti. To pomeni tudi, kako lahko vi predavate, kako lahko govorite v živo ali pa preko spleta z neko sproščenostjo, z neko karizmo in tako dalje. Tukaj se boste seveda naučili, kako naredite svojo lastno skupnost in tudi o tem virtualnem asistentu, ki vam bo pomagal vse skupaj skoordinirati. Tako da tukaj bo malo bolj praktična orodja za vse tiste, ki bi radi v tej industriji bili prisotni in tako dalje. In pa ste nekaj, vi ste lahko skupaj s tem znanjem do konca življenja. Jaz bom tudi na koncu si dal čim več časa, da boste miške vprašali, če boste hoteli. No? Modul 6 je seveda, kako dobiti, smo rekli, nekaj takih dodatkov, ne? Ker bojo vsi razni konzultanti vam pomagali, znanja, bo govorili boste spet nekaj o niši, v tem modulu recimo se bo govorili, kako dobiti partnerje, s katerimi sodelovati, kako dobite in izboljšate kredibilnost in kako povečate vaš posel. Zdaj vam dam samo malo številke, da boste vedeli, kaj sta Tony Robbins in Dean Graziosi za nas pripravlja. Tečaj se imenuje Knowledge Broker Blueprint 2.0. Zakaj? To je bil, lani je prvič ta tečaj se je izvedel, bilo je 20,000 udeležencev, ki je bil največji tečaj, ker to vse preko spleta poteka online na svetu, vseh časov do sedaj v tem rangu, bomo tudi povedali za rang. Ja? Vrednost tega tečaja je $5,000, to ne bo končna vrednost, in bom tudi predstavil na koncu, tako da malo počakajte še z mano. Kaj sta Dean Graziosi in Tony Robbins pripravila še za nas, da sta dala en super bonus. In ta bonus se imenuje Mind Mint Software, ne, točno bi rekel, to je orodje za implementirati vse te stvari, o katerih zdaj govorimo. Ja? To je prva stvar, ki boste dobili, je, da boste znali znanje iz glave dati na računalnik in narediti neko konkretno agendo. To pomeni, ta software, to orodje ima ekstraktor, to pomeni, kako znanje iz glave dati na papir, in druga stvar, naredite neko agendo. Agendo, predvsem z tega vidika, da si boste naredili plan za snemanje, plan za distribucijo znanja, plan za pisanje. Tukaj imate vse razne plane, tudi je agenda in ta agenda seveda se navezuje na konkretne vsebine oziroma na konkretno stvar. Druga stvar v tem softveru, ker to je softver, ki lahko imate na telefonu in računalniku, zato imate lahko kadarkoli s sabo, je, da boste dobili, tukaj piše point and click, ima v resnici že narejene spletne strani in tudi orodje, s katerim dela spletne strani, in nekaj primerov, ki jih lahko seveda predelate na vaš konkreten primer. In spet zelo enostavno za uporabo z nekaj kliki in nekaj stvarmi. Ja, in na koncu
kar se mi zdi koristno, je, da dobiste nek roadmap. Ja? In to je roadmap, roadmap pomeni nek konkreten zemljevid, checklisto in neke vrste osebnega pomočnika, da bo ta osebni pomočnik z vami na nek način v žepu in vam pomagal. Tako da ta software dobiste brezplačno za 1 leto, za cel potek študija oziroma te mastermind skupine, ker študij se konča v 6 tednih. In to se mi zdi simpatična dopolnitev temu, kar sta da pripravlja. Ja? Tukaj imate nekoga, ki je to uporabljal, ja, ta software Joshua Lee, kaj pravi? On pravi, da recimo trend monkey, mi tega izraza ne toliko uporabljamo v slovenščini, ne? To meni neka opica, ki bi jo šolali, ne? Bi se lahko naučila delati in peljati mastermind skupino, ne? In s tem orodjem in recimo, da bi učila lupljenje banan, recimo, ne? Tako da simpatično, kako je Joshua to povedal in upam, da je to v redu. Ja? Hvala lepo vsem za mnenja in jaz bom se sam šel še malo naprej, da res je skozi. To je prvi bonus je ta software, ki ga dobite za 12 mesecev povsem brezplačno. Naslednji bonus, ki ga dobite v tem šolanju je, da ste 12 mesecev v živo na tečaju skupaj z Dean Graziozijem. Dean Graziozi je nekaj posebnega. Ne vem, če ste slišali že kdaj, je oseba, ki dela na področju nepremičnin in z njim boste 12 mesecev se naučili nekaj od mindseta, o denarju, da se boste naučili nekaj o marketingu, da se boste naučili nekaj, kako izboljšati vašo produktivnost, nekaj hackov, to pomeni nekih konkretnih nasvetov za uspeh in toliko več. Jaz, ki sem ga poslušal živo, sem ga poslušal zadnjič, ko sem ga poslušal v novembru lanskega leta Dean Graziozija in sem dobil en fantastičen nasvet. In kaj je rekel on? On je rekel, Aleksander, ne, če bi hotel uspeti, delaj vsak dan en live. In zdaj še čakam, da bom se brcnil rit, ker ne naredim vsak dan en live, danes sem ga naredil, če recimo nisem, ker to je recimo live. In on je rekel, 15 let dela vsak dan en live, to pomeni, če bi vi naredili vsak dan en live, boste postali neverjetni dobri v komunikaciji in tudi vsakeč znova se boste nekoga dotaknili, ker včasih boste nekaj povedali, se bo dotaknili nekoga, potem boste nekaj drugega povedali, se bo nekoga drugega. Vi nikoli ne veste, kaj nekdo rabi, da naredi en klik. Včasih je dovolj en stavek, ena beseda, da se nekdo premakne naprej. Tudi 12 mesecev boste z njim, mislim, vse poteka online, vse vidite, da so tam slike, 12 mesecev boste z njim v tem online šolanju. Potem, to 12-mesečno šolanje poteka z njim v živo, ja? Živo online. Tukaj boste dobili tretji bonus, kar se mi zdi fantastično, ne? Da dobite 6 tednov v živo, vas bo nekdo sprehodil skozi cel program. To je, vidite, program ima 6 modulov. In kaj so oni naredili? Če nekdo noč tečaj, so dodali, upam, da spremljate tudi, da dobite, tukaj za vam predstavljam, to so res geniji današnjega časa. In tukaj vam zdaj predstavljam, se mi zdi super, ne? In da tudi kaj sami zase poberete za vaše delo, za vaš razvoj produkta ali pa karkoli. Tako da upam, da dobite, ker res so genialno to pripravili. No? To je 6 tednov poteka tečaj in v teh 6 tednih, vi ga lahko gledate do konca življenja, v teh 6 tednih vam bodo še ti različni predavatelji, ki jih vidite tukaj, od Dean Graziozija in ostalih predavateljev, zraven en live, ja, live pomeni, ja, enkrat v živo, da posnameš nekaj, se pravičujem. Ni nujno Facebook live, temveč tudi lahko Instagram live ali pa LinkedIn, mislim, da ima tudi live funkcijo. Enkrat v živo nekaj posnamete, jaz tako govorim že v mojih čudnih besedah, ne. Ne samo, da boste šli, da boste dobili tečaj posnet in v video formatu, zraven boste dobili tudi mentorja, predavatelja, ki vas bo peljal zraven tečaja, še v živo skozi tečaj in vam skozi drugačne besede predstavil to, kar se lahko naučite na tem tečaju. Tako da, to je neprecenljivo, da imate nekoga zraven. In na koncu, program se v resnici začne, če sem prav razumel, 11. marca in vi se lahko začnete, kadar hočete, ker to je itak online in zaključi se 23. aprila, ko boste tudi dobili nek poseben graduation, celebration dan in tam se boste seveda pogovorili z vsemi temi ljudmi in tam boste dobili nekaj idej tudi, kako so drugi naredili ta tečaj in tako dalje. Ja?
To bo nek tak, postali boste seveda del skupine KBB diplomirancev. In to je spet zanimivo, ker ti dobiti stik z ljudmi iz vsega sveta. V lanskem letu je bilo 150 držav, to me udeleženci iz 150 držav so bili del tega programa, kar je neverjetna številka. In še del te, smo rekli, skupine. Tukaj vidite, koliko je bilo dejansko lani udeležencev, 22.300 članov, to pomeni, letos bo številka zelo podobna, približno podobna, ne? Kar pomeni, da boste imeli priložnost poznati ljudi vsega sveta. Jaz moram reči, da sem del različnih skupin, podobno kot je ta skupina. To so Facebook skupine, ko smo povezani med sabo, sodelujemo med sabo, si pomagamo med sabo. In meni včasih mi je že to dosti, ko poslušam nekoga, ki postavi neko vprašanje, in potem nekdo drug odgovori na to vprašanje. In včasih je vprašanje, ki jaz niti nisem vedel, da se ga moram vprašati, in vidim tam odgovor za vprašanje, ki je moj problem, za katerega nisem niti vedel, da ga imam, in ga nekdo drug odgovoril, ki je tudi lahko del skupine, ali pa nekdo, ki je coach ali pa mentor v tem programu. V resnici ta vrednost te skupine in biti del te skupine je neprecenljivo. No? Neprecenljivo v tem smislu, da ste lahko povezani in si pomagate, sodelujete celo v moči, pogledate, če v 150 držav lahko, če je vaša niša zanimiva za vse te ljudi, jih vprašate za pomoč, jih kontaktirate, se povežete z njimi in tako dalje. Ja? Tukaj smo dobili vrednost vseh teh bonusov. Vrednost vseh teh bonusov je 7.328 dolarjev. Dajmo si pogledati, kaj še nam bodo dali oni zraven, ne? Kako je možno plačati. No, investicija v ta program, vemo zdaj, koliko je investicija. Investicija v ta program je 1,997 dolarja. To je tudi manj kot evro. To me zdaj točno ne vem, koliko je evro, lahko pogledate na Google in vam sam pretvori. Ali pa 4 obroke po 597 oziroma 597 dolarjev. To je investicija v ta celoten program z vsemi bonusi, ki sem jih povedal. Pa ste nekaj, ker se tukaj program zaključi, zapre, se ni možno več pridružiti. In mislim, da če sem prav razumel rok 9. marec, to pa jaz bi priporočil, da če tisti, ki vas zanima, da to naredite čim prej, da se pridružite, da se prijavite in postanete del te družine Tony Robbinsa, Dina Graziosija in seveda del tudi skupine, s katero bom jaz povezan v tem letu. Mogoče samo toliko, da vam povem, še en bonus, ki je Tony Robbins dodal, in to je eden izmed prvih tečajev, ki jih je on naredil online, ki se imenuje Ultimate Edge, in tukaj so strategije za dosegati cilje, za dosegati rezultate in za se premikati proti svojim ciljem. To je ta program, ki je Tony Robbins naredil, in dobiti ga zraven. Kaj je novost tega programa, je, da so naredili tudi za telefone, za mobilno aplikacijo in boste lahko imeli Tonija sabo. Jaz dostakrat rečem, ljudem mi rečejo, joj, jaz bom pobral ta Tony Robbins program, ki je na torrentih in si ga downloadil za ston ali pa tako. Jaz vam vedno rečem, jaz verjamem, da obstaja neka karma. In karma pomeni, da to, kar delate v svetu vi, to svet dela vam. To pomeni, če delate dobro, se vam vrača dobro. Če delate slabo, se vam vrne ponovadi slabo. In pri temu, če spoštujete neke avtorske pravice, boste tudi dobili, da bodo drugi spoštovali vaše avtorske pravice. Kar pomeni, da če bi radi, da ljudje kupujejo znanje od vas, se tudi vi navadite uporabljati uradno kupljeno znanje od drugih. In tukaj dobiste uradno verzijo še od Tonija za uporabo v vašem vsakdanjem življenju, do konca življenja. Ja? In to so zdaj vsi ti bonusi skupne vrednosti. Jaz bom sam še enkrat dal ta slajd, da ga vidite, samo sekundica. Investicija, smo rekli, v program je 1,997 plus DDV. In še ena fantastična stvar je ta, oni so obljubili nekaj. Oni so obljubili, da dobite v roku 30 dni, vi se prijavite, vi kupite, plačate, in v roku 30 dni vi lahko poslušate vsebine in vam vrnejo denar, če niste absolutno zadovoljni s tem programom. To pomeni, če pomislite na to, program traja 6 tednov. Jaz nočem, da tega to delate za nadaljš. Recimo, vi se zdaj odločite, greste na stran, plačate in potem seveda, če po 4 tednih, ker ste že šli skozi ta program, se naučili ogromno stvari, rečete, mama mija, to ni vredno 2 urja, ok, rečete prav, hočem denar nazaj. To pomeni, jaz se res vabim, da
da greste, da se odločite, kje se lahko odločite za program, kako se lahko odločite. Samo klikate na stran mastermindacademia.com, poševnica KBB, Knowledge, če sem da vidim, bom jaz kar dal v to, sem zdaj tudi prijavljen z mojim računom, mastermindacademia.com, poševnica KBB. Ja. In če klikate na ta link, mastermindacademia.com KBB, boste lahko seveda prišli na stran, kjer daste kreditno kartico, poravnate in seveda postanete del te družine. In pazite nekaj, 4 tedne ste noter, poslušate in potem rečete, to ni zame, ni vredno $2000, se odjavljam, hočem dan nazaj in vam vrnem denar nazaj. In ko boste pa zadovoljni, ko boste navdušeni, ko boste rekli, to je res vredno, to bom zdaj lahko vse nekaj naredila, bom zgradila moj nov posel, nadaljujete naprej in seveda dobite nekaj, kar je res pomembno, dragoceno, strukturo, mentorja. Mislim, dobiste mojega mentorja, vi iz vašega kavča v tem času, ko v resnici ni tako varno potovati ali pa iti ne vem kam, in tudi zaradi tega, ker je prednost, da tudi vi znate razviti podobne vsebine, ki jih boste dali naprej ljudem iz kavča. Jaz sem dodal še nekaj naših bonusov, za vse tiste, ki se zdaj odločite, greste online in postanete del te naše KBB družine, smo vam dali še nekaj. In sicer, ena stvar je ta, da boste del naše mastermind skupine, 10K Trust. To je ena skupina, ki sem rekel že, da morate imeti mastermind, ki traja 4 ure. Naslednjič imamo 17. septembra. In je namenjena vsem tistim, ki bi radi vaš posel premaknili na višji nivo in videli boste tudi, kako lahko naredite in postavite vaš lasten mastermind. Ja? Naslednji bonus, ki smo pripravili, je, da slušate medtem, ko spite. To pomeni, to je bonus delavnica, ker si te produkte, o katerih zdaj govorim, pripravite, postavite, naredite za vas, da bo vam to koristno, da boste vi to uporabljali v vašem življenju. To je online delavnica, online vsebina, ki jo boste dobili, da si jo pogledate. Še en bonus, ki ga dodajam zraven, je 8 audio-hipnotičnih posnetkov, ki jih lahko poberete in poslušate ne seveda v avtu, temveč kadarkoli doma, pred spanjem, ko stanete, naredite neko siesto, meditacijo, ker so hipnotični. To so za izboljšati finance, kariero, zdravje, prijatelji, družina, vaš odnos, partnerski, osebno rast, rekreacija, zabava in fizično okolje. In tisti, ki imate zelo male otročičke, imamo tukaj osebnostno rast skozi pravljični svet za najmlajše, 8 hipnotičnih pravljic, s katerimi bodo vaši otroci in tako dalje razmišljali drugače in razmišljali z nekimi vzorci, ki so za njih koristne. To je še en dodaten bonus, ki sem ga dodal. In na koncu, kaj bom jaz naredil? V živo se boste srečali z mano in ostalimi kupci tega paketa, tisti, ki bodo tudi člani te naše družine, se boste srečali z mano in tam smo pogledali malo skozi in vam pomagali, kako premakniti sebe naprej. In kaj bom še naredil dodatno? Še en dodaten bonus bomo naredili, zaprta skupina Facebook, kjer boste lahko tudi vi spraševali mene in ostale člane KBB Slovenija, tako da naredili bomo KBB Slovenija skupino, kjer bomo skupaj zbrani vsi KBB-jevci, ki smo iz Slovenije. Torej, če želite KBB in ekstra bonuse, jaz vas vabim, da sedaj greste na stran mastermindacademia.com KBB in tam v resnici rečete, da bom zraven, grem in ni tako nimam kaj izgubiti, ker je 4 tedne možnosti, da se premislim, da rečem, ne bom noter, grem noter, se bom učila ko nora 4 tedne, se bom učil 4 tedne, rekel bom po 4 tedne rekel, ja, to me zanima, to meni, če tečaj začne 11. marca, vi imate do 11. aprila čas, oziroma do 30. aprila, verjetno je 10. april pol, ne, ja, in da imate do takrat čas, da rečete, ne, ni me zraven, se odjavite in vam vrnejo denar celoti in vi ste po 4 tedne se učili, tako da, mislim, udeležba v tem tečaju je popolnoma brez nič tveganja. Vse, kar rabite, je, da greste tja, se prijavite, se začnete učiti, postanete del te naše družine in seveda spoznate moja mentorja, tisti, ki še niso spoznali Tonyja Robbinsa v živo, preko spleta, preko res uporabnih vsebin in znanja in seveda spoznate Dean Graziosija preko spleta v živo in seveda vse ostale, ki bojo skupaj z vami v tem programu. Mislim, ko jaz rečem v živo, mislim, da bodo tam online
skupaj z vami v nekem programu, ki so mogoče nekateri naprej posneli, nekateri bojo pa z vami prav dejansko uživo, tako da odvisno od človeka do človeka. Tako da jaz bi se res vas povabil, če ima kdo kakšno vprašanje zame, bom hvaležen, da mi ga postavi, mi napiše, raz 10krat traja 4 ure, to je ta skupina, ki jo imamo mi v živo, in na tej skupini stansko dobili mene, ki bom vodil to skupino, in ostale podjetnike, vodje, ljudi, ki bi radi to prodali. Ja, tako da 4 ure, ja, Mile, tako da 4 ure traja ta naša mastermind skupina. Če še nikoli niste bili v nobeni mastermind skupini, je fajn in to dobite brezplačno zraven, da prijete, zato ker boste znotraj te skupine se naučili, kako postaviti svojo lastno skupino. Če nimate, jaz imam več mastermind skupin v mojem življenju, če nimate svoje mastermind skupine, jaz čim prej si postavite, ker jaz vidim, da mastermind skupina mi pomaga, da jaz rastem in da jaz gradim svojo firmo hitreje, lažje, kot če ne bi imel te mastermind skupine. Tako da ja, absolutno upam, da je bilo to koristno. Če imate še kakšno vprašanje, bom vesel, da mi ga postavi, da me vpraša, in tudi z veseljem odgovorim na njega. Jaz sem vam hvaležen, da ste bili z mano. Tukaj upam, da ste vsi videli. Jaz bom zdaj izklopil to in se vam posvetil brez projekcije. Samo malček, da jaz pridem v naš orodje za webinar. Evo mene spet tukaj. En lep pozdrav. Je kakšno še vprašanje? Vas kaj zanima? Kako se mi zdelo? Smo imeli tak lep intenziven večer. Upam, da ste nekaj odnesli, da ste nekaj se naučili, da vam je bilo to uporabno. Bom hvaležen, vesel, če mi boste karkoli napisali, tudi po mailu, me vprašali, tisti, ki boste z nami, kako si postaviš vrednost svoja, ja, kako postaviš vrednost coachinga je odvisna od rezultata, ki ga boste dali. Torej, če hočete, vrednost vprašate to, kakšen rezultat dajem svojim strankam. In potem se boste vprašali seveda tudi, če bi zdaj recimo dala svojim strankam neko vrednost, neko ceno, koliko so te stranke pripravljene za to ceno plačati. In potem iščem neko umestno varianto, kaj je primerna cena. Zdaj, če imam, ki to je spet odvisno, kakšne stranke imam. Če imam stranke, ki potencialno nimajo veliko denarja, je potem na vas, kako boste iskali načine, kako vaš čas čim boljše vrednoten. In zato tudi mi delamo ta sistem, ki ga bom tudi jaz znotraj te naše skupine malo razložil, ki ima 5 nivojev, temu rečemo 5 tier, in če te nivoje narišem, je nivo 1, ja, ta nivo 1, nivo 2, nivo 3, nivo 4 in nivo 5, tukaj dam sam 5, ker mi je zmanjkalo malo placa. Ja, zdaj se jih vidi zrcalno. Ja, v nivoju 1 damo nekaj brezplačno, v nivoju 2 damo to, kar damo v bistvu plačljivo in tako dalje. In tukaj lahko, če imam klienta, ki delam coachinga in nimam veliko denarja, lahko seveda posnamem naprej. Lahko naredim nek online trening, lahko naredim nekaj, kar je že prej narejeno, ali pa jih združim skupaj v skupino in delam z 15, 20, 30 skupaj. Tako da vedno so neke načini, kako vi lahko optimizirate. Zdaj, če boš delala Chloe 1 na 1, je izziv ta, da bom lahko, če delam samo 1 na 1, je izziv ta, da je lahko, nimam prave avatarja oziroma nimam prave stranke, ki nima denarja za to storitev, ki bi jo jaz dal. Tako da, zdaj tukaj vidim, da če ima nekdo minimalno plačo, je potem izziv lahko sploh delati s to osebo, ker se bori za preživetje in težko gre naprej. In kaj jaz svetujem, da če je tvoj klic, da bi delala z ljudmi, ki so na minimalni plači, je, da si zbereš 2 avatarja. In en avatar je ta, da moraš preživeti, ker ena gospa vende nekaj komentirala, ma nisem uspel, ker je bilo tako dolgo komentarja prebrati, zdaj pa je šlo že mimo, da nekaj vende govorila nekaj o denarju in da to ni za njo in tako, zdaj točno ne vem, hočem tu reči, da če hočete vi rast kot coachi, če hočete vi rast in se zgraditi posel na tem področju, vi morate za to računati. Ne gre brezplačno. To je posel, oziroma to je
delati tako nekaj drugega. Tudi vi, kar res v službo, ne rečete, sem prišel sem, en mesec delam, če mi hočete, kaj mi dajte, če ne pa nič. Temveč pričakujete v zameno za to neko plačilo. In tukaj isto mora biti. Isto se morate naučiti, kako pravilno paket zapakirati, kako pravilno paket odvrednotiti in isto, kako ta paket seveda pravilno zapakirati, da bo nekdo kupil in posredovati naprej. Zavedate se nekaj, da potem lahko delate z enim avatarjem, z eno skupino plačljivo, s katero služite in potem, če imate klic, da bi rekli, zdaj pa pomaga ljudem, ki nimajo možnosti, ki imajo minimalno plačo, ali pa so brezposleni celo, rečete, vsaki petek delam brezplačno. To je moj način dobrodelnosti, kako bom pomagal ljudem, ali pa in tako dalje. Zavedate se pa nekaj, in to je moja izkušnja, ljudje, ki vam plačajo, bodo bistveno bolj motivirani kot ljudje, ki vam ne plačajo. Nažalost je tako. Ljudje, in tudi boste videli nekaj, da dela z ljudmi, ki so že uspešni, dela z ljudmi, ki so že nekaj se premaknili, dela z ljudmi, ki jih ne rabite vi vleči in jih prosim, naredi nekaj, prosim, premakni se za milimeter naprej, temveč bojo prosili, Aleksandar, jaz sem že naredil toliko kilometrov, kaj že ne naredim? Dela s takimi ljudmi je užitek. Ja? In sam želite si take stranke, ki bojo prišle in boste vi rekli 10 sklec, jih bodo naredili 50. Ker to so te prave stranke, kot coachi, kot mentori in tako dalje. Ja? Res rabite delati na temu, da se izboljšate. Tako da zdaj imam spet, kako se zaščititi pred video online, ki ga čunaš, da ga ne predajo. Ja, Chloe, nimaš te možnosti, to pomeni vedno bo ljudje, ki bojo nekaj si skopirali. Tudi pri tem v Dingracioziju zagotovo bo, in to je robo, se bo nekaj skopirali. Je treba računati, da večina ljudi danes zna ceniti intelektualno lastnino, večina ljudi tega ne počne, da bojo šli in zanalaš hoteli nekoga oljufati, poslepariti. Mislim, če boste šli vi v Ameriko, pasite to, ne? Če boste šli vi v Ameriko in Američanov rekli, tudi Američani to kdaj naredijo, Američanov rekli, da bo si pobral dol piratski software, ali pa da bo vzel neko vsebino nekomu brez plača, mislim, to je pri njih, tako pri nas, če boste vzeli avto. Pri nas je nažalost še malo sistem za nazaj narejen. Tako da jaz se ne bi ukvarjal s tem, Chloe, kar me sprašuje zdaj, da bi se sekirala zdaj, ne bom naredila video ta online, zato, ker mi bo nekdo nekaj ukradil, temveč dej naredi in dej to vse od sebe. Zakaj to pravim? Zato, ker v preteklosti je nekaj veljalo. Pasite, v preteklosti je veljalo tako. Veljalo je, da dajte ljudem nekaj malega, tisto, kar ni toliko vredno, in potem ne kupijo in jim boste prodali tisto, kar je res vredno. Danes velja to, da daste ljudem to, kar je res veliko vredno, brezplačno. Zakaj? Ker je overflow informacij. Informacij je res veliko. In vi, kar rabite, je, da zberete tisto, kar je najboljše in seveda potem ljudje bo rekli, ja, ta je res mi dosti pomagal, želim več. Jaz recimo, ta program Tony Robbins in Dingraciozija, o katerem zdaj govorimo, je v resnici zbran strani 40 let izkušenj Tony Robbinsa, 20 let Dingraciozija, koliko sta že oba na trgu. In jaz vem, da vse te izkušnje, če bi zbirali zdaj 60 let, bi bilo predolgo, da bi jih zbirali. In če jih dobite zdaj v 6 tednih v tem programu, je to nekaj fascinantnega, nekaj neverjetnega, kako lahko vse te znanja, ki jih dobite, uporabite takoj in implementirate v življenje, implementirate, da boste s tem nekaj naredili. Ja? Jaz upam, če še kakšno vprašanje, da me lahko tudi napišete na aleksanderafra@mastermindacademia.com, z vami da greste na stran mastermindacademia.com/KBB, se prijavite, se pridružite, imate 30 dni, da se odločite. Hvala lepa za to, da ste bili z mano toliko časa. Seveda ta webinar bo na voljo tudi v posnetku, da si ga lahko pogledate še. Jaz bom zdaj spet, za tiste, ki želite, vam dal link, kjer si lahko to poberete. Vam želim, da preživite preostanek dneva kar se da lepo, energijsko, bodite fajn, bodite v cvetju, bodite mirni v sebi. Vam želim vse dobro in sem hvaležen, počaščen, da sem se lahko skupaj z vami učil, da sem lahko vam posredoval nekaj. Teja, zdaj hoda še nekaj vprašati, vidim na koncu, da je Teja še zadnje vprašanje, ker je seveda prekoračena moja ura, ker sem rekel, da bom z vami 1 uro, ma ne zato, da bi bil sam z vami 1 uro, temveč zato, ker si želim, da se tudi vi še nekaj naučite. Kaj je vprašanje? Ja,
Teja, kako dovolite nekomu, ki izrazi, da je len, pa pravi, da ne bi bil več rad len. Ja, jaz bom v hecu povedal. Mu morate najprej povedati, koliko stane vaš coaching in potem, če bo rekel, da bo še zmeraj len, morate dvigniti ceno, dokaj ne bo fajn bolelo po eni stvari in bo rekel, da ne bo len. Ja, tako da jaz se zdaj malo hecam, ne vem, to vprašanje je zelo kompleksno, Teja, a ne znam odgovoriti, ker bi mogel več vprašanj postaviti, vendar mi dostikrat se identificiramo, da smo leni, a oseba v resnici ni lena, temveč gre za to, da ji lahko pomagamo in jo brcnemo za ustrezno strategijo. 2 strategije so za premikanje ljudi, bolečina in užitek. Vabim vas, da ste z mano. Kloja je rekla mami lahko noč, tudi jaz bom rekel mami od Kloje lahko noč. Gabriela, Nataša, Danica, Andreja, Mile, Teja, Martina, Irma, Danica, vsem en lep pozdrav. Ja, bodite v cvetju. Če boste seveda hoteli, si pogledajte posnetek, bom hvaležen vesel, če boste posnetek tudi posredovali naprej. In prijavite se, pridružite se, jaz bom hvaležen, da bom z vami in boste del te lepe KBB Slovenija skupine, naredite preboj v življenju, bodite v cvetju, hvala lepa in en lep pozdrav. Zdaj pa jaz zaključujem, zapiram, end call, end event.